Tokrat smo na Kočevskem. Skoraj vse okrog mene so travniki in gozdovi, ampak nisem tukaj zato, da bi iskal kočevskega medveda in upam, da kakšen ne išče tudi mene, ampak smo prišli sem zato, da spoznamo prav posebnega šparovega dobavitelja. Pridite z mano. Obiskali bomo namreč kmetijo, ki slovi po ekopridelavi in inovativnosti. Ekološka kmetija Kocijančič je družinska kmetija, ki se nahaja v vasi Gotenica, obdani z neokrnjeno naravo. Na trajnih pašnikih se pase okoli 240 glav goveje živine. Na kmetiji pa se ukvarjajo s pridelavo in predelavo ekološkega mleka v mlečne izdelke. Smo na ekološki kmetiji Kocijančič, kjer izvrstne mlečne izdelke pridelujejo trije bratje, ki jih je za kmetijstvo navdušil oče. Še zaradi nečesa je poseben ta kraj, zato ker so na nek način izumili nov način reje krav. In Jaša je že tule z mano. Jaša, živjo? David, živjo. Vse pod kontrolo? Vse. Greva midva se malo sprehoditi po vaši posesti. Daj povej mi, kako to, da ste vsi trije bratje ostali na kmetiji? Ja, tako je bilo. Oče se je začel ukvarjati s kmetijstvom leta 1998. In od takrat smo bili mi v bistvu prisotni na tej kmetiji skozi. Se pravi, da je to postal nek način življenja, ne pa samo delo. Kako si pa delo razdelite? Od začetka smo vsi delali vse, ko se je v bistvu odgovornost stopnjevala, smo se dogovorili, da pač Urban je odgovoren za primarno proizvodnjo, se pravi proizvodnjo mleka in skrbi za živali, jaz pa Vito sva pa vstopila v sirarno. Aha. Bom jaz Urbana pa Vitota spoznal danes? Ja, videla, kar iskat, ajde. Greva jih pogledati. Ajde. Evo, David, to so moja brata, Urban in Vito. Čau. Urban. Me veseli. Zdravo, Vito. Živa, David. Urban, vem, da delo na kmetiji je 24 ur na dan. Ja. A si vzamete kdaj dopust, oziroma je kakšen frej dan? Ja, to je družinska kmetija, smo trije bratje, torej se damo delati tudi med samo zamenjati, malo predeliti. Aha. In gremo potem na dopust. Enkrat en, enkrat drug. Jaz bi rad še kaj več zvedel o tem novem načinu reje krav. Posebnost tega načina reje je ta, da imajo krave 24 ur na dan možnost izpusta ven na pašo. Torej so krave svobodne. V bistvu tudi hlev je odprt. Hlev je odprt, zračen, da je temperatura skozi zunanje. Vito, kaj je danes bila specialiteta, kater sir se pripravlja? Ja, danes sem ravno naredil sir za špar, kateri bo že na policah čez dobre 3 mesece in bo takrat dobil tisti svoj najboljši okus. Vem, da ko ste začeli, ste prodajali samo na tržnici v Kočevju, zdaj pa ste po vseh trgovinah, po vseh šparih po Sloveniji. Verjetno dober občutek. Ja, občutek je zelo dober, da lahko tudi ljudje nas spoznajo drugod po Sloveniji in da lahko poskusijo in kupijo naše izdelke. Ravno tako pa s tem spodbujamo ekološko rejo in pa seveda lokalno pridelavo. Jaz sem slišal, da imam še eno nalogo. A gremo kar pogledati. Torej, začetek mlečne proizvodnje je pa... Kaj je to? Se pravi, bom mogel molst. 12 litrov bomo pa ene molzli, ne? Zdaj mi moraš pa najprej povedati. Jaz sem prvo razložil, pa boš pa sam probal. Torej, sesek primeš in lepo molzaš, ne? Zdaj pa ti probaj, ajde. Veš, da malo respekta pa čutim po domač rečene. Dej. Aha. Prav takole primem. Ko primeš in stiskaj takole. Aha. Tako, nositi gre. A, prve kaplje. Bravo, David, To je dost za 1 deci. Evo, si hiter kot robot. Fanta, ne se norce dela. Še vse se za mene. Zdaj pa polila? Ni Ni polila še. Tako da jaz mislim, da imam že za... En zajtrk s kosmiči.
če bi imel jaz to čez, verjetno pri Šparu na policah ne bi bilo mleka. Oziroma, da vam po domače povem, vaši kosmiči za zajtrk bi bili suhi. Čakaj, David, za te imam še eno manjše darilo, ki si ga zasluži za svoj trud. Trud si rekel, všeč mi je tvoj izbor besed. Jaz bi rekel bolj tolažilno nagrado. Hvala fantje za tole turo in za novo izkušnjo. Ja, in hvala tudi vam, ker spremljate epizode Kdo smo mi.